Novice začenjamo z vremenskimi težavami v Sloveniji. Močan veter namreč že od sredine noči povzroča težave v naseljih pod Karavankami in na Kamniško-Savinjskimi Alpami, od zgodaj zjutraj pa tudi na Primorskem in na vzhodu države. Veter je odkrival strehe in podrl več dreves, ki ovirajo promet, ponekod pa je motena tudi oskrba z električno energijo. Kot opozarjajo na Agenciji za okolje, sunki vetra v severni Sloveniji dosegajo hitrosti med 80 in 100 km/h, nad 500 metri nadmorske višine pa tudi več. Na Primorskem piha burja sunki do okoli 130 km/h. V notranjosti Slovenije bo veter čez dan postopno slabel, burja bo v noči na torek nekoliko oslabila, vendar bo še dosegala hitrosti okoli 100 km/h. Padavine pa preglavice povzročajo že od sobote. Ob številnih poplavljenih kleteh in sproženih zemeljskih plazovih izstopa podor velike skale na gospodarski objekt, ki se je v naselju Razbor v občini Zagorje ob Savi zgodil v nedeljo dopoldne. Poslanke in poslanci Državnega zbora na izredni seji razpravljajo o proračunskih dokumentih za prihodnji 2 leti. Med drugim pa je na dnevni red uvrščen tudi zakon o davku na nepremičnine. Še pred začetkom seje pa je predsednica vlade Alenka Bratušek v Državni zbor poslala obvestilo, da na sprejem predloga sprememb proračuna za leto 2014 v celoti veže vprašanje zaupnice vladi. Glasovanje o vseh proračunskih dokumentih in spremljajočih zakonih bo v četrtek, ko se bo izredna seja tudi končala. Ob proračunu imajo poslanci na dnevnem redu še novelo energetskega zakona ter ponovno odločanje o novelah zakonov o dohodnini in bančništvu, na kateri je Državni svet prejšnji teden izglasoval odložilni veto. Pobudniki peticije proti nepremičninskemu davku so poslancem Državnega zbora predali 58 tisoč podpisov in opozorili na nepravičnost predlaganega zakona o nepremičninskem davku. S peticijo želijo opozoriti na po njihovem mnenju neustrezen predlog zakona. Kritični so do samega koncepta zakona ter med drugim do višine davčnih stopenj in davčne osnove. Opozarjajo tudi na nujnost sprejemanja tovrstnega sistemskega zakona po rednem postopku s široko predhodno javno razpravo. Če bo zakon kljub temu sprejet, ga bodo poslali v ustavno presojo. V knjigarni Konzorcij so odprli že 27. prodajno razstavo tujih knjig Frankfurt po Frankfurtu. Na razstavi predstavljajo 7000 knjižnih naslovov s poudarkom na strokovni literaturi. Pri izboru knjig so v konzorciju tokrat k sodelovanju povabili 12 slovenskih strokovnjakov z različnih področij. Tako letošnja prodajna razstava prinaša jagodni izbor knjig z različnih področij. Naslove, ki po mnenju strokovnjakov ne smejo manjkati, so postavili v središče. Predstavljene bodo tudi knjige slovenskih avtorjev, izdane pri tujih založbah. Dežela v gosteh pa je letos, tako kot na knjižnem sejmu v Frankfurtu, Brazilija. Po Sloveniji je danes veselo, saj po mestih slavijo god svetega Martina. Martinovo je namreč v vseh vinorodnih okoljih pomemben praznik, saj se je z današnjim dnem mošt s krstom spremenil v vino. Dogajanje ob Martinovem pomeni simboličen zaključek vinogradnikovega truda v vinogradu in je namenjeno predstavitvi vinogradnikov, vinarjev ter njihovega mošta in mladih vin. Za vse tiste, ki živijo izključno od grozdja in vina. Že minuli konec tedna so po vsej Sloveniji potekala martinovanja, največjega, že 30. po vrsti, pa so danes pripravili v Mariboru. V torek bo v zahodni in severni Sloveniji delno jasno, močna burja na Primorskem bo nekoliko oslabila. Drugod po državi bo še vedno več oblačnosti, veter pa bo že zjutraj oslabel. V sredo bo večinoma oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. V četrtek bo sončno, le na jugovzhodu bo občasno bolj oblačno. Danes v dnevniku televizije Maribor. Več kot 18 tisoč Slovencev, ki delajo v Avstriji, opozarjajo na nepravično dodatno obdavčitev. Gradnja avtocestnega odseka Draženci-Gruškovje naj bi se začela jeseni prihodnje leto. Slepi študentki bo študij olajšal poseben čitalnik za slabovidne. Novice s Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.